30. oktobra se je iztekel rok za podajanje pripomb javnosti v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za projekt TEŠ6. Organizacije Fokus Društvo za sonaraven razvoj, Slovenski e-forum, Umanotera Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Greenpeace Slovenija in Zveza društev za biomaso Slovenije smo se s podporo avtorjem memoranduma Vlada naj spremeni smer energetske politike pregledale dokumentacijo, ki jo je TEŠ preložil za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Ugotovili smo, da bi bila izdaja okoljevarstvenega dovoljenja napaka. Ob pregledu dokumentacije smo ugotovili, da je dosedanji postopek pridobivanja potrebnih soglasij in dovoljenj za projekt TEŠ6 obremenjen s tako resnimi napakami, da bi bila izdaja nadaljnjih dovoljenj neprimerna. Največji postopkovni napaki sta bili nevključitev Avstrije v presojo vplivov TEŠ na okolje in neopravljena ocena možnosti zajemanja in shranjevanja ogljika. V obeh primerih gre za kršenje evropske zakonodaje. Poleg postopkovnih napak pa bremeni dosedanjo presojo vplivov na okolje tudi vrsta vsebinskih pomanjkljivosti. Na primer, kot vplivno območje projekta TEŠ6 je opredeljena le industrijska cona TEŠ, kar je nesmiselno, v dokumentih ni predstavljene alternative kurjenja premoga, vplivi projekta na podnebje pa niso ocenjeni. Pomembna pomanjkljivost je tudi zelo površna ocena vpliva projekta na zdravje ljudi. Zdravniki namreč opozarjajo, da obstaja nevarnost za zdravje prebivalcev blizu termoelektrarne, tudi če so emisijski parametri pod zakonsko dovoljenimi mejami. Zato je potrebno narediti oceno vpliva na zdravje ljudi, ki bo primerno in celovito zajela tveganje na zdravje. Okoljevarstveniki smo ugotovili tudi, da predstavljena dokumentacija ne zbuja zaupanja. V različnih dokumentih je bilo namreč mogoče zaslediti različne informacije in številke, čeprav gre za isti projekt. Takšna odstopanja v dokumentaciji v zvezi s projektom vodijo k visokemu nezaupanju. Tudi sodelovanje javnosti v postopku je bilo težavno. Za tako pomemben in razvpit projekt, kot je TEŠ6, smo upravičeno pričakovali, da si bodo pristojni prizadevali za obveščenost čim širše javnosti o postopkih, kar pa se ni zgodilo. Nesprejemljivo se nam zdi, da je bilo obveščanje izvedeno le preko spletne strani Agencije za okolje in v prostorih občine Šoštanj. Sodelovanje javnosti je bilo po nepotrebnem dodatno oteženo tudi s tem, da velik del dokumentacije ni bil dostopen v elektronski obliki in da je ni bilo mogoče fotokopirati. Glede na vse navedene pomanjkljivosti in nepravilnosti smo Ministrstvo za okolje in prostor pozvali, da po uradni dolžnosti obnovi postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in tako odpravi napake, ki bremenijo do zdaj izdane odločbe in ki bi obremenile tudi odločbe izdane v prihodnje. Medtem ko projekt TEŠ6 še ni pridobil okoljevarstvenega dovoljenja, gradbena dela v Šoštanju potekajo nemoteno dalje. To pomeni, da TEŠ, kljub temu, da projekt v celoti še ni dobil potrebnega dovoljenja, nadaljuje z vlaganjem denarja v projekt, ki morda potrebnih dovoljenj sploh ne bo pridobil.